Gospodarska zbornica, podjetniška trgovska zbornica podeljuje priznanje Pomladni veter za vidni prispevek pri širjenju in spodbujanju podjetniškega duha, promocije dobrih praks in pa družbene odgovornosti. Tokrat je komisija izmed izbranih prijav priznanje Pomladni veter podelila podjetju KZ Metlika in direktorici Tatjani Mališič. Razlogi za podelitev so bili seveda sledeči. Kot en največjih oskrbovalcev gostinstva v celotni državi in pa seveda kot lokalna KZ Metlika je bila ustanovljena že leta 1945 kot nabavno-prodajna zadruga na območju Bele krajine. Skozi ves svoj proces razvoja podjetja se je morala večkrat prilagajati in tako se je prilagodila tudi, bom rekel, razmeram v okviru COVID-19, ker so zelo hitro, bom rekel, vzpostavili spletno prodajo in pa, kar je najbolj pomembno, da so v času, ko so, bom rekel, tudi sami bili v največji krizi, bili pobudniki dobrodelne akcije Pomagajmo junakom v času krize in so v času krize, bom rekel, speljali tudi ta dobrodelni projekt. Ob tej priložnosti vabim gospo Tatjano Mališič, da se mi pridruži in da prejme to priznanje. Torej, gospa Tatjana Mališič, direktorica Kmetijske zadruge Metlika. Izvolite. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moram reči, da danes je za nas res en poseben dan, en poseben dogodek, ker tako, kot je gospod Trivo že povedal, naša zadruga je bila res ustanovljena leta 1945, vendar naše korenine segajo 110 let nazaj. In moram reči, pri vsej tej naši zgodovini ni bilo nobenega leta takšnega, kot je bilo leto 2020. Naša zadruga, izhajajoč iz Bele krajine in izhajajoč iz vinarskega okolja, je svojo zgodovino začela z vinarstvom, dopolnili smo jo s programom meso, s programom maloprodaje živilskim in pa tehničnim in pa vsej teh letih in zgodovini razširili na segment oskrbe gostinstva. Izredno ponosni smo bili vsa ta leta, ker smo res uspešno razvijali to našo zgodbo, saj v bistvu pri 62 milijonih prometa, koliko smo ga ustvarili leta 2019, nam je 85% predstavljala oskrba gostinstva in dejansko smo se razširili po celi Sloveniji in res smo bili ponosni na ta del. Moram reči pa, prišel je 15. marec, ko se je trg zaprl, ko smo mi čez noč ostali brez trga, brez kupcev, dejansko ljudje so trkali na vrata, kaj bo z nami, kako naprej. In seveda smo se useli skupaj z entuzijastično ekipo, s timom, dali glave skupaj in smo rekli, ne bomo obupali. Čez noč, praktično čez en dober vikend smo sprogramirali spletno prodajo, ker smo pričeli s ponudbo programa živil in pa pač praktično vse za potrebe gostinstva in moram reči, da smo bili res izredno uspešni. Sicer mogoče v tistem momentu ni bilo najbolj idealno organizirano, vendar za nas življenjsko pomembno. Seveda pa nismo bili imuni na okolje, ki je bilo okrog nas, ko smo videli, kaj se dogaja, ker tudi v Metliki je bilo središče okužb in smo vedeli, kaj pomeni za kader, ki se trudi za zdravje ljudi in na nek način smo kljub temu, da nam je bilo težko, se organizirali in skupaj z našimi partnerji oblikovali na nek način darila za te naše junake, ki vzdržujejo naše bolnike v bolnicah. Tako da, tako kot sem povedala, leto 2020 je bilo izredno težko za nas in če pogledamo, da od prvega lockdowna pa do danes smo izgubili skoraj 30 milijonov evrov realizacije, vendar bomo rekli, kljub temu se ne damo, se borimo, delamo naprej in upamo na boljše in lepše čase. Hvala lepa za to priznanje in je res
Res moram reči, da nam je v izreden ponos in potrditev na nek način našega dobrega in pa uspešnega dela. S tem priznanjem smo pa dobili seveda tudi eno veliko nalogo, da se trudimo in delamo tako naprej, kot smo do sedaj. Hvala lepa.